Inšpekcijski nadzor na kmetiji Kavčič, kjer naj bi nastali posnetki kokoši, ki v majhnih kletkah gnezdijo kar na kadavrih poginulih živali, še ni zaključen. Je pa uprava za varno hrano že sporočila, da je ugotovila nepravilnosti pri pogojih reje, zagotavljanju veterinarske oskrbe in ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi. Živali pa ne bodo odvzeli. Na kmetiji pravijo, da gre le za manjše nepravilnosti, da na eni strani hleva denimo niso gorele luči in da so bili odlepljeni praskalniki. Posnetek pa, da jim je povzročil nepopravljivo škodo. Staša Lozar. Zavrtimo čas v minuli petek, ko direktorica uprave za varno hrano pa objavi posnetkov, kjer kokoši v baterijski reji jajca valijo kar na kadavrih poginulih nesnic, neposredno ob truplih glodavcev, za našo televizijo izjavi. V tej fazi lahko samo rečem, da so bila ugotovljena neskladja in tudi, da po informacijah bo v naslednjih dneh hlev izpraznjen. Na njeno izjavo so se ogorčeno odzvali na kmetiji Kavčič. Poslali so nam zapisnik, ki ga je v njihovem hlevu naredila inšpektorica. Da inšpekcija nikoli ni izdala ukrepa praznjenja njihovih kletk, ogorčeno sporočijo. Pač pa, da je menjava jate januarja že tako v njihovem letnem planu in danes na inšpektoratu obrnejo ploščo, da stanje v hlevu ni takšno, da bi rejcu kokoši odvzeli. Zaenkrat ne. Takega ukrepa mi zaenkrat nismo odrejali. Na Facebooku je sicer kmetija potrdila, da je inšpektorica našla 2 poginuli kokoši, od tega en starejši kadaver ter 2 bolni živali. Inšpektorat danes podrobnosti nadzora sicer ne razkriva, a potrdi že v petek ugotovljena neskladja. In sicer v zvezi z pogoji reje kokoši nesnic in pa z zagotavljanjem veterinarske oskrbe živali. In pa tudi glede živalskih stranskih proizvodov in pa rokovanja s temi. Rejka nam je v telefonskem pogovoru potrdila še, da na eni strani hleva niso delovale vse luči in da so bili odlepljeni praskalniki za brušenje krempljev, z zagotovilom, da bodo to odpravili. In če inšpekcija že napoveduje za neskladja znaki prekrška, uvedbo prekrškovnih postopkov pa ni podala kakršnekoli ovadbe zaradi suma mučenja živali. Postopek še teče, ugotovitveni postopek je dejansko še v teku, tudi danes. V tem momentu ni znakov kaznivega dejanja. In če se medtem rejec sprašuje, kdo je bil tisti, ki je nepooblaščen in nerazkužen hodil po hlevu ter snemal njihovo lastnino, češ da je prav ta lahko med živali morebiti vnesel bolezen, pa je društvo AETP javno potrdilo, posnetki so bili narejeni na kmetiji Kavčič. V društvu 100% jamčimo za avtentičnost posnetkov. Dodajajo še, da je del posnetkov nastal tudi v jati Emona v hlevu na Duplici. Trupla, opozarjajo, bi morali rejci vsak dan odstranjevati, prah pa da je lahko vir salmonele in drugih mikroorganizmov. Pri čemer da ne gre le za trpljenje živali, ampak resno tveganje za zdravje.